Dober dan, veliko vas je. Mislim, da bo kdo tudi še prišel, tako da dajmo ne pustiti, da nas motijo. To sem rekla lih toliko vam, kakor sebi, ko bodo noter prihajali. Lepo pozdravljeni. Moje ime je Ana Duša in bom vodila ta pogovor. Pogovor se navezuje na predstavo Vihar v glavi, ki smo jo poimenovali Gledališka avantura in ki je imela premiero včeraj na odru pod zvezdami. Verjetno boste nekateri od vas po tem pogovoru tudi šli gledat to predstavo. Predstava je nastajala v sodelovanju s 17 najstniki, ki v njej igrajo in ki so prispevali večji del besedila za to predstavo. Ukvarja se pa z razvojem najstniških možganov in pa z njihovim odnosom s starši v povezavi ravno s tem, kje ti njihovi možgani v tej dobi so. Pogovarjali se bomo o tem, zakaj se najstniki obnašajo tako, kot se, zakaj delajo stvari, ki odrasle včasih spravljajo v grozo, zakaj se toliko kregajo s svojimi starši in ostalimi odraslimi, zakaj se zapirajo vase, zakaj je videti, kot da se z nami nočejo več pogovarjati. Po drugi strani pa, odkot jim vsa ta energija, odkot jim toliko idej, kako so lahko tako zelo kreativni, tako zelo izvirni, kako to, da si toliko upajo. O vseh teh rečeh, o katerih govori tudi predstava, se bom danes pogovarjala s svojima gostoma. Na moji desni je dr. Damjan Osredkar, predstojnik kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Zdravo. Živijo. In pa Primož Ekart, gledališki režiser, tudi režiser te predstave, Vihar v glavi. Primož je bil tisti, ki je ki je tudi prinesel to idejo v to gledališče, da bi se ta predstava z najstniki postavila. Nekoliko nenavadna ideja je to bila, glede na ustaljene gledališke procese. Poleg tega, da je režiser, je pa tudi oče 2 najstnikov. In ta sicer osebni podatek omenjam zato, ker je Primož sam rekel, da je to vplivalo na njegovo odločitev in na njegovo željo, da bi to predstavo delal. In te bom zdaj vprašala, a ne bi bilo lažje, če bi svoja najstnika naravnost vprašal, kar te zanima? A si res moral narediti takšen ovir? Res je. To bi bilo najbrž veliko lažje, sam ne bi izvedel nič. Zato sem šel po ovinku, daljšem, pa moram reči, da precej lepšem. Ampak preden nadaljujemo, lahko en tak disclaimer. Absolutno. Na sebi imam majčko, ki sem jo dobil včeraj za darilo od teh mulk in mulcev. Jaz tudi. Ja, tudi Ana. S tem, da je tukaj v bistvu citat mojega zgleda najbolj uporabljenega napotka režijskega. Kot dramaturginja lahko to potrdim. Mal sem kolebo, a bi pravzaprav oblekel tole, ne? Moj prefrontalni korteks je rekel, boljš da ne, mogoče bi koga užalil v publiki, pa so mulci in mulke rekli, da je obleč. Pa je pa moj limbični sistem rekel, okej. O tem bo več Damjan. Šel sem po enem takem ovinku, seveda sem kot fotor, sem v enem obdobju, ko se pač srečujem s puberteto svojih 2 otrok. Veliko mi je bilo do tega kot fotor, da bi pravzaprav nekaj vedel, kaj se z njima dogaja, zakaj se z njima dogaja, da bi konec koncev tudi nek stik poskušal ohranjati skozi ta leta. In pol sem po neki sreči naletel na ta tekst in takoj pač mi je zazvenelo ta zadeva. In moram reči, da skozi večmesečno delo
In proces dela na tej predstavi sem ogromno. V bistvu je bil to tak neprestan dialog tudi z mojima mulcema, mulko in mulcem. Neprestan dialog, kjer sem bil enkrat na strani mulcev, enkrat na strani staršev. Super se mi je zdelo, ker razumem lahko oboje. In seveda super se mi je zdelo, ker so vsi te mulci iz predstave pravzaprav govorili tisto, kar bi moja dva govorila, če bi hotla. Zato, ker sem imel malo drugačen status. Zato, ker nisem bil njihov ta prav foter, ampak malo tak nadomestni. In so se odprli, tako, kot pač se doma verjetno ne odprejo in tako, kot se moji ne odprejo doma. Ampak to je super, to je prav. Zato, ker v tem obdobju morajo vzpostaviti vezi s svojimi vrstniki in počasi presekati vezi z nami. Ja, preden bom Damjana prosila, da vse te stvari, ki si jih ti zdaj že na hitro omenil, bolj natančno razloži, zakaj točno do teh stvari prihajam. Preden se vrnem k vprašanju, zakaj med najstniki in njihovimi starši praviloma prihaja do konfliktov, bi te vprašala, Damjan, čisto na splošno. Ko sem jaz hodila v šolo, pa smo pri biologiji obravnavali človeško telo, pa smo šli od enega dela, enega organa človeškega do drugega, o vsakem so vedeli kaj povedati, ko smo prišli do možganov, so pa rekli, o tem pa ne vemo prav zelo dosti. Pa se mi zdi, da se je v zadnjih, ne vem koliko, 20 mogoče letih, kaj pa vem, to nekoliko spremenili, da se nevroznanost zelo hitro razvija. Imam prav? Ja, seveda. V bistvu pravijo, da smo zdaj v stoletju možganov, da se v bistvu o možganih ve naraščajoče veliko. Ne. Možgani so ljudi zanimali že iz prazgodovine naprej na tak ali drugačen način, ampak to znanje v bistvu je naraščalo počasi s temi novimi recimo metodami, ki jih imamo, pa predvsem pa tehnologijo, ki jo ljudje razvijamo, pa ki je zdaj, mislim, res take neverjetne dosežke smo jim priča. Ne. Zdaj v bistvu se tem, ne samo to, da se vse to znanje beleži in vse nekako ostaja v tem skupnem vedenju, ampak kar je se preizgubljala, ne. Zdaj tudi imamo metode, s katerimi lahko imamo neverjetne vpoglede v to, kako možgani delujejo. Recimo v teh izumili so recimo možgane, ki so prozorni, lahko dejansko označiš določene transmiterje ali pa dele celic, ne, in v bistvu lahko skozi te prozorne možgane neposredno opazuješ procese. Ne, tako da marsikaj se da, kar so v preteklosti ni dali, in to znanje o možganih narašča res neverjetno hitro, tako da še zdravniki v resnici imamo težave slediti vsemu temu, ne, ker je tega znanja in vedenja toliko veliko in tako hitro narašča. Tako da je pa sigurno zelo razborljivo obdobje skozi to, ne, in kljub samo pa še zmeraj marsičesa ne vemo. Ne vemo neke osnove, stvari, ki se ves čas nekako potrjujejo, pol zmeraj bolj postajajo to osnovno vedenje o možganih, ki ga imamo, se pa seveda tudi neka dejstva, ki so jih, ali pa mislim, neke trditve, ki so jih včasih imeli za dejstva, se pogosto izkažejo za nepravilne, ampak to je vse proces učenja in na teh zmotnih predstavah in idejah pol se nove, mislim, predstave ustvarjajo in tako pač napreduje to vedenje o možganih. Ena stvar, ki mi je bila zanimiva, ki si jo napisal za Gledališki list, je to, da ni res, da se starejši ljudje ne morejo več učiti novih stvari. To, kar je vedno veljalo. Ne uči se, dokler si mlad, ker ko boš star, se ne boš mogel več. To so še meni moji starši govorili. Kako je s tem? Ja, temu procesu, rečemo, mislim, plastičnost možganov, to ne pomeni, da so naši možgani plastificirani, čeprav se mogoče to na en način tudi dogaja s temi vedenjem o tej plastiki, kako je vse povsod prisotna, ampak to pomeni, da se lahko nove stvari učijo možgani. In v bistvu ta sposobnost možganov je dejansko taka, da v bistvu se hrani se s tem, da s procesom nevrogeneze
ali pa to je eden od pomembnih procesov, to pomeni, da nastajajo nove živčne celice celo življenje, zdaj vemo. Ne. Včasih so mislili, da pravzaprav v razvoju možganov človeških, da se ta proces zelo intenzivno v nosečnosti odvija, ne, takrat se dejansko neverjetne spremembe dogajajo, nekako se te matične celice v nevrone spreminjajo, potujejo po možganih, se razporejajo po skorji in tako naprej. Ampak v bistvu, pa pol so rekli, do drugega leta se zgodi, kar se ima za zgoditi in pol to nekako je fiksno in možgani sam še počasi ali pa manj hitro propadajo. Ampak danes vemo, da v bistvu nove živčne celice nastajajo cela življenja, ne, da pravzaprav recimo pozitivne življenjske izkušnje, šport, ne, take stvari recimo spodbujajo ta proces neurogeneze, medtem ko neke travmatične izkušnje pa recimo zavirajo lahko ta proces neurogeneze, ne, tako da in vsi imamo nekako to sposobnost, da se učimo novih stvari, ne, tako da to je prej, mislim, bolj nenoba, če kdo reče, da se ne more ničesar novega naučiti, kaj drugega, je pa res, ne, da starostjo se ta sposobnost nekako zmanjša, ampak sigurno pa ne zavre. Ampak, čeprav razumem zdaj ta izgovor staršev, da ti si mlad, ti se lahko meni prilagodiš, jaz pa tebi ne, to ne velja več. Ja, jaz mislim, da tega izgovora starši več nimamo. To si gre zapomniti. V predstavi zvemo, da je za problematično obnašanje najstnikov problematično, ne, da sta bistvena limbični predel pa prefrontalni korteks, ker sta v tej dobi drugačna, kot sta potem, ko je človek odrasel. A lahko razložiš funkcijo enega pa drugega, pa kakšna je ta razlika? Ja. Mislim, to so vse take zelo kompleksne strukture, pa tudi, mislim, tako da tudi v tej luči se vsega še ne ve. Ampak tako generalno je tako, da v bistvu ta prefrontalni korteks, to je ta del možgana, ki je čisto začeloma, ki je najbolj spredaj, ta se tudi med tistimi deli možganov, ki so se evolucijsko najkasneje razvili, nekako na en način najbolj napreden. Tako da ta del nekako ne tako, ko so možgani se razvijali, tako so vse te nove strukture, ki so nastajale, so neko krmilno vlogo prevzemale nad ostalimi deli možganov. Tako da, mislim, čisto za en oris, recimo, ko se majhna gazelca rodi, ona kar skoči po koncu pa odpeketa v naslednjih urah, ker je to pomembno za preživetje. Ampak v resnici smo evolucijsko ljudje malo podobni. Recimo novorojenček ima tudi ta avtomatizem hoje. Če novorojenčka, ki je lahko ravno kar rojen, postaviš tako, da se z nartjo stopal dotakne recimo posle, ima on tudi to, recimo ta avtomatizem hoje razvit, če ga podpiraš. Mislim, ljudje smo tako slabotni, ki se rodimo, pa ne moramo hoditi, ampak lahko recimo te korake izvaja, pa to se ta hoja nekako razgradi do 4. meseca, potem pa te više razviti, mislim, skorja nekako prevzame to funkcijo in v bistvu se človek na novo nauči hoditi in takrat pol dejansko shodijo. Tako da ta prefrontalni korteks, mislim, ima to regulatorno nekako vlogo in v bistvu tam se marsikaj dogaja, ampak med drugim tudi to, da recimo ti znaš presoditi neko, če se nekaj zgodi, da znaš temu neko mesto najdeti, da znaš presoditi, kaj je bolj pomemben, kaj je manj pomemben, da znaš biti kritičen do situacije, da znaš umestiti se na pravo mesto. Tako da, in je zelo pomemben tudi v reguliranju teh čustev, recimo. Tako da je pa dejstvo, da se pravzaprav ta prefrontalni korteks možgani tako zorijo nekako do zadnji naprej, tako da je med tistimi deli možganov, ki se najkasneje do konca razvije. Tako da recimo do 25. leta nekako mislijo, da so možgani do konca, se prefrontalni korteks do konca razvije. Limbičen sistem je pa v bistvu en tak skupek nevronov, možgani so tako organizirani v neke take sklope, ki so med sabo povezani, pa so tako in drugačne, pa eni so nad drugimi, drugi so vzporedno delujejo nekako, tako da zelo kompleksne so te mreže, mislim, ki funkcionirajo vseh nas, ampak limbičen sistem je ta, kjer se vsa ta čustvena nekak stanja kulminirajo, kjer so vsi ti dražljaji iz okolice v bistvu zberejo in potem nekako pošiljajo, mislim, pač te impulze naprej in v bistvu, ki so odgovorni nekako za to, kako se mi čustveno odzivamo. In v bistvu, ja, pri najstnikih so te na račun tega, da možgani še dozorevajo, prihaja do enega tazga neskladja med tem, kako v bistvu možgani delujejo v primerjavi z odraslimi ali pa tudi v primerjavi z
z mlajšimi otroki. Ne? Tako da so, so v nekem specifičnem razvojnem stadiju, ki pač delno lahko pojasni za to, zakaj se tako obnašajo najstniki, kakor se, kar jim je seveda, mislim, za marsikjerega odraslega ali pa starša se zdi to nemogoče stanje, ampak v bistvu ima neko logično pojasnilo, zakaj v nekem obdobju se človek mora tako obnašati v resnici. Se pravi, če prav razumem, je reči najstniku, ne se bolj racionalno ali pa manj čustveno obnaša, je v bistvu mu rečeš, ne naredi nekaj, česar on ne more. Ja, tako, mislim, prav je neka nevroanatomska osnova, zakaj v tem obdobju prefrontalen korteks ni tako dobro funkcionirajoč. Recimo, tri stvari so. Ne? Eno je, da v tem obdobju se spet ta razvoj možganov, nastajanje novih nevronov je v tem obdobju največje po tem najbolj zgodnem obdobju dojenčka. Ne? Tako da na novo nastajajo nevroni, to je ena stvar. Druga stvar je, da v bistvu se te povezave med nevroni se ravno tako se prečiščujejo na tiste stvari, ki so zelo aktivne, kjer so te poti, ki so med sabo povezane, pa so zelo aktivne, ostajajo, medtem ko tisti nevroni, ki niso povezani v take mreže, ki so zelo funkcionalne, se pa umikajo, ne, na tak čist nevroni se znajo umakniti tako, taka cel je programirana celična smrt, da vzginejo brez vsake sledi, če nima neke prave funkcije. Ne. Tako da to je ena stvar. Druga je, da to dozorevanje možganov, ki mu rečemo tudi mielinizacija, to so v bistvu mielin je taka ovojnica nevronov, ki pospeši prevajanje. Ne. Je v bistvu, nevroni v tem predelu še niso tako mielinizirani, tako da to prevajanje je počasnejše, ne, tako pri odraslem človeku. Tako da, in pa tudi recimo hormonalno, je ta del možganov se majčkeno drugače odziva. Recimo dopamin je en od nevrotransmiterjev, ki sodeluje zelo pogosto pri tem prepoznavanju nečesa kot nagrada, ne, in v bistvu, kadar nekaj dobrega se nam zgodi, se nam ta dopaminski sistem aktivira, ne, in pri najstnikih je v tem prefrontalnem delu v bistvu v tem obdobju tega dopamina malo manj, tako da včasih rabijo malo večje impulze zato, da dobijo nekaj, hkrati pa v bistvu tudi ta kritična presoja, ne, recimo nad tem, kaj je za njih, kaj je pomembno, ne, je majčkeno zmanjšana. Recimo tudi to se vidi, ne, da je v bistvu vse v telesu tako v nekih takih ravnotežjih postavljeno. Tako da mi imamo ekscitatoren, tak sistem, ki pač poskrbi za to, da se možgani prožijo, pa imamo pa inhibitoren sistem, ki pa skrbi, da se določene strukture pomerjajo, in da se v bistvu v nekem takem skladnem ravnotežju potem bolj ali manj normalno funkcioniramo. Ampak pri najstnikih je v bistvu ta inhibitoren sistem malo manj aktiven, kot pri odraslem, zato v bistvu marsikaj gre skozi, kar pri odraslem ne bi šlo skozi, ampak skozi to, če bi bili vsi tako neskončno previdni, se ne bi ničesar novega mogli naučiti. Mislim, to, da si ti upaš narediti kakšne stvari, ki si jih kot odrasel, tvoja babica se tega ne upala nikoli narediti, najstnik bo pa se mu zdelo to najbolj preprosta in samoumevna stvar, ampak skozi to dobivajo dragocene izkušnje in v bistvu je to zelo pomembno. In v resnici vloga starša je, da poskrbijo, da se ta proces učenja tudi na lastnih napakah dogaja v nekem relativno varnem okolju, ker hkrati, s tem, da so pač polni energije, pa da imajo cel kup idej, so tudi ranljivi, vravno skozi ta razvoj možganov, so ranljivi in tudi recimo ta ameriški center za nadzor bolezni, CDC, je v bistvu ugotavljal, da največ najstnikov umre ravno zaradi takih preveč junaških dejanj, nekih rizičnih dejavnosti, ki se jih lotevajo in so skozi to tudi ogroženi. Ampak, kot sem rekel, to je za njih pomembno, s tem dobivajo nove izkušnje in na ta način v bistvu zrastejo v odrasle ljudi, ki se znajo tudi potem naučiti, da tudi če narediš napako, da znaš iz tega nekako ven splezati, pa v bistvu se iz tega nekaj naučiti in brez te malne kritične presoje bi marsikaj od tega ne bilo. Primož, zdaj je dal eno lepo iztočnico, Damjan je rekel, je beseda ranljivost, da so najstniki ranljivi. Ranljivost je nekaj, kar se v gledališču vedno išče. Pravimo, igralci mora dopustiti biti ranljiv zato, da lahko recimo se s tem, kar dela, dotakne recimo publike ali kakorkoli pač že. Kakšna je bila zate specifika dela z najstniki v primerjavi z recimo nekimi odraslimi igralci? Sprav ponavadi delaš z odraslimi profesionalci, zdaj si delal z najstniki,
ki niso bili profesionalci. Ampak vem, ker sem bila zraven, da delo zaradi tega ni bilo niti malo ali manj profesionalno ali manj zadovoljujoče, mogoče kvečemu nasprotno, pa me mogoče zanima tvoj komentar tega. Ja, po moje osnova vsega, da je bilo delo tako, kot je bilo, da smo pravzaprav delali stvari, ki se tičejo njih, ne? Ki se jih dotikajo. Zato, ker v profesionalnem gledališču ti kot igralec ali človek, ki dela predstavo, seveda se srečaš z različnimi temami. Super je, če se te teme, ki jih delaš, tičejo. Super je, če se igralca, recimo situacije, odnosi, lik, na kakršen koli način tiče, če se na nek način poveže z njim. In takrat je fino, da je seveda ranljiv, zato da te stvari pridejo do njega. Seveda, če bi mi šli v neke stvari z najstniki, ne, v neke stvari, ki pravzaprav se jih v tem obdobju niti ne morejo tikati, bi bilo to precej drugače. Ampak, ker smo govorili o njih, ker so oni pravzaprav govorili o sebi, ker so razmišljali o sebi, ker so izražali tisto, kar doživljajo vsak dan, je bila za nas ta zadeva seveda lažja, za njih pa pravzaprav po moje bolj vznemirljiva. In ja, navdušenje, s katerim so bili na vajah, je bilo seveda, lahko rečem, večje, kot je dostikrat v profesionalnem gledališču, ker pač se stvari lahko tudi drugače jemljejo, ni nujno, ne me narobe razumeti, ampak seveda imeti priložnost, da na vajah neprestano si na nek način v stiku s sabo in da na vajah lahko neprestano izražaš tisto, v čemer si v stiku, je bistvo vsega umetniškega ustvarjanja. In moje osebno mnenje je tako, če zdaj grem za hip, zaidem malo iz tega teritorija, da je to vrsten način življenja, pravzaprav to bi lahko vsak človek počel in je pravzaprav za vsakega človeka tako rekoč nujno. Ne? Ne verjamem, da bojo vsi od mulcev, ki jih boste danes videli, da se bojo ukvarjali z umetnostjo. Ampak, kot vidimo, ima vsak možnost stopiti v stik s sabo, prvi pogoj, in ima vsak možnost to tudi izraziti. Kar pomeni, treba mu je ustvariti, tako kot igralcem, treba ustvariti samo pogoje, da se kot igralci počutijo varne, da so vaje in način dela kreirani tako, da so absolutno varni in da imajo možnost najti ta kanal, ko lahko izrazijo to, kar imajo za izraziti. Tudi ti si v spremnem besedilu v gledališkem listu napisal, da je pomembno, da v najstniški dobi imajo dosti možnosti kreativnega izražanja, dosti možnosti učenja. Tam vem, da si omenil jezike, recimo, da je fajn, da se učijo pa tako. Lahko malo več o tem poveš? Ja, pač, mislim, tako, v angleščini je en dober izraz, tako cells that fire together, wire together. Ne? Tako da v bistvu, tudi to, kar sem že prej tudi na en način omenil, ne? Tako da v bistvu več, ko imaš teh nekako pozitivnih spodbud, ne? Bolj v bistvu krepiš neko to svojo sposobnost, ne? Več nekako izkušenj imaš iz tega in mislim, na tem pač gradiš, ne? In v bistvu zato v tem, sploh po najstniškem obdobju, ko imaš toliko širok spekter zanimanj in dejavnosti, kjer v bistvu je to, da nisi še tako ozko specializiran, je to tvoja prednost, ne, je zelo pomemben, da v bistvu se lotiš stvari, ne. Tako da recimo to, da so imeli ti najstniki možnost nastopati v gledališki predstavi, za njih, tako kot si rekel, ne, mogoče ne bojo vsi profesionalni igralci, ampak izkušnja je pa briljantna in sem prepričan, da marsikdo od njih, tudi če ne bo igralec, bo lahko to uporabil na drugačen način in sebe izkusil v neki vlogi, ne, če drugega ne v tem, da nastopa, to danes moramo
na tak ali drugačen način vsi ljudje kdaj nastopate, ne, in v bistvu je to sigurno dobra izkušnja. Tako da tudi ta kreativnost, ne, ki se zdi, da je v tem obdobju ne manjka, ne, a ne to, da jo začutiš, da te kako stvari tečejo, da ta val malo jamaš, ne, in recimo, da ne narediš samo 2 koraka ne, na tem valu ali pa 2 veslja ali kakorkoli, 2 sekundi, da zdržiš kakorkoli. Mislim, če to, da greš malo dlje, ne, da preizkusiš te meje in da greš v bistvu prek svojih meja in da odkriješ, da v bistvu meje sploh niso tam, to je zelo pomembno. Ne? In da v bistvu, ker se mi zdi, da ljudje se včasih premalo zavedamo tega, da dejanske meje, ki jih imamo, so samo meje lastne domišljije. In v bistvu v tem najstniškem obdobju se mi zdi, in včasih, a ne to, mislim, se ostalim dajemo, mislim, odrasli dajemo najstnikom včasih premalo možnosti, da to nekako izražajo, ne? Zato skozi vse ostale stvari je pa to sigurno za njih zelo pomemben. Ja, zdaj si se tudi že majčkeno se približal tej temi, ker se mi zdi, da je mogoče je tudi razlog, da ste vsaj nekateri od vas tukaj. Vprašanje, zakaj se zgodi na neki točki, da začne prihajati med starši in najstniki do tako hudih konfliktov. Zakaj se zgodi, da se najstniki, da je videti, da najstniki odrivajo svoje starše, da se zapirajo pred njimi, da jim nočejo nič več povedati, zakaj se dogajajo prepiri, kjer se en na drugega derejo. Sprašujem tudi v luči tega, da kot boste videli v predstavi, ali pa ste že videli, je to proces, ki je za oboje boleč. Ja. Se strinjam, ne, da je to gotovo, mislim, vsakeč, ko se s kakšno raz pričkam, smo oboji nesrečni, ne, ampak mislim, to je naraven proces, ne, tako jaz pa Jul, ki je zdaj ga veliko ljudi ima za zelo pomembnega družinskega terapevta, on je recimo prav, da starši morajo nekako vlogo, mislim, ne smeš tega osebno vzeti, ne, to v bistvu moraš vzeti kot del razvoja, del, mislim, neke faze in v bistvu najboljše je, če sebe dojemaš kot sparing partnerja svojemu otroku, ne, nad njem, mislim, se pravi, najstnik na svojemu staršu nekako sprobava nekje s poskušanjem prekoračenja meja, kako daleč se da prideti, ne, kaj je pol, ko so meje postavljene, kako v bistvu ne, v tem konfliktu sam reagira, kako drugi se odzovejo na to, njegove reakcije. Tako da, če sebe dojemaš kot sparing partnerja, se mi zdi, da v bistvu to te polajša življenje, ne, in nekako ta pomirjenost, ne, da najstnik vidi v resnici, da ti tega ne jemlješ tako osebno, pol tudi nekako se mi zdi stvari v pravo smer nekako usmerja. Mislim, dejstvo pa je, ne, da, mislim, tako kot je tudi v gledališkem listu napisano, ne, zaradi tega, kakršni možgani v tem obdobju so, ne, se večkrat zgodi, da recimo te čustveni odzivi so zelo močni, ne, na dogodke, ki včasih so banalni, nepomembni ali pa so majhni, ne, te čustveni odzivi so velikokrat pretirani, ne, ampak to z dobrim namenom, ne. Hkrati pa recimo ta presoja o tem, kaj se pravzaprav dogaja, ali pa cela konstelacija tega pa včasih ne zna čisto dobro razumeti. Ne. In v resnici se zgodi tako, ne, da recimo, kaj se jim starš je zaskrbljen, pa poskuša dopovedati, da zaradi tega moraš biti ti, ne vem, ob 12 doma, ne, medtem ko otrok pa to razume kot eno navadno trmarjenje starša in preprečevanje nekega normalnega procesa, če so vendar vsi vzuni, a ne v tem recimo kontekstu in ali pa recimo, da starš deluje zaskrbljeno, otrok pa to dojema, kot da je starš očitajoč. Vsi te nesporazumi so seveda del vsakdana v takim družini, kjer imajo najstnika. Tako da nič neobičajenega, ampak fino je samo starši so vseeno lahko bolj racionalni včasih, ne, in je dobro, če pač mislim, to nekako stoično prenašajo. Kolikor se to da. Jaz ne znam tega. To imamo spet na področju teorije pa prakse. Eno med vprašanje. S temi vprašanji, kako se mogoče, se pravičujem tehnikom, če sem zdaj kaj, v redu. S temi vprašanji, kako recimo peljati nek odnos, kako komunicirati, kako obvladovati medsebojne odnose, s tem se drugače psihologija tudi ukvarja. Nevroznanstveniki pa psihologi, kaj sodelujete? Ja, seveda, mislim, to je zelo pomembno. Danes se da marsikaj, mislim,
s temi novimi metodami se da marsikaj premostiti, ne? Tako da recimo s funkcijskim magnetno-resonančnim slikanjem glave, to je pač, a ne to, tako v filmih, recimo Dr. House, da človeka na posteljo se zapelje tisto cev, ne, in tam v bistvu s tem v magnetnem polju se da spremljati marsikaj. Recimo da se spremljati, kateri deli možganov so v določenem obdobju ali v določenem trenutku bolj aktivni, ne, in ti recimo lahko človeku, da postavljaš ga v določene situacije, ali s tem, da mu kaj bereš, ali da mu kaj govoriš, ali pa da recimo, da gledajo neke situacije in se da v bistvu na ta način v bistvu zelo veliko stvari videti, ne? Tako da vidiš recimo, kateri deli možganov so povezani med sabo, pa se v nekih, mislim, situacijah bolj odzivajo, kateri deli možganov recimo počivajo, ali pa recimo, kako se najstniški možgani drugače odzivajo na določeno situacijo, kot se recimo možgani odraslega. Tako da naši možgani zelo veliko stvari vidijo, kar mi ne vidimo, ne? Tako da recimo naredili so eno študijo, kjer so, to smo se pogovarjali takrat, pa sem se zdaj spomnil spet, ne? Da, kjer so recimo kazali ljudem, kako recimo določene filme, ne? In v bistvu so gledali, recimo bil je avion, na katerega so se vojaki vkrcavali in potem manjkal je pa motor recimo na enem krilu, ne? In v bistvu ljudje, ki so gledali te filme, pa so jih spraševali, če so kaj posebnega videli, niso imeli nič takega za povedati, so pač situacijo opisali, ampak njihovi možgani pa so se aktivirali tudi tam, kjer je bil ta center za strah, oziroma kjer so zaznali, da nekaj s to sliko ni v redu, ne? Tako da na podoben način se da tudi v drugih konstelacijah to spremljati, tako da se da postavljati ljudi v določene situacije, ne, kjer in tudi jaz sicer ne poznam, težko bi zdaj rekel, da mislim, da izpostavil kakšno študijo, ampak vsekakor vem, da se da tudi pri novorojenčkih pravzaprav gledati. Se, recimo možgani novorojenčka drugače odzovejo, če ga pokliče mama, kakor če ga pokliče en tujec, recimo, ne. Tako da psihologija pa nevroznanost ali pa nevrologija sta pač zelo povezani in zmeraj bolj v resnici, ne. Tako da te razmejitve so vse nekako arbitrarne in to je vse del spektra, tako da vsi oboji gledamo možgane samo malo iz različne perspektive. Okay. Glede na to, da ves čas ta čas gledam na uro, glede na to, da imamo samo še dobrih 10 minut časa predvidenega, bi vprašala, a ima kdo kakšno vprašanje? Vam bo prinesel mikrofon. Dober dan. Zdaj to ni ravno vprašanje, ampak moram povedati tudi kot upokojenka, da imamo živo eno izkušnjo in sicer z eno skupino upokojenk, 17 upokojenk na odru. V Španijo smo šli 3-krat po 2 tedna, pri let 65 do 75 let in to je bilo neverjetno doživetje. Hočem reči, tudi naši to je bila totalna sprememba v naših življenjih, nastopati na odru, ko nikoli niso bili na odru. Hočem reči, da bistvo je bilo pa ta bližina enega ustvarjalca, kot je recimo gospod, ki je ustvarjal tukaj eno predstavo. To je v naših možganih naredilo takšno spremembo, da smo vse prišli totalno spremenjeno nazaj pri teh letih. Sem to, da naredim primerjavo. To bomo pa nastopali tudi v Cankarjevem domu, smo imeli pa premiero v Palmi de Majorki. To, da veste, da je možno vse sorte, da se dogaja tudi pri naših letih. Ja, super, vse to je mogoče to, kar si na začetku rekel, ne, da ne velja to, kar so toliko časa govorili, da se... Ja, to je odgovor na vprašanje, če se z najstniškim obdobjem učenja konča. Ja, mislim, da veliko meja si same postavljamo in če si znaš to odmisliti nekako, tako kot so se očitno gospe odločile narediti, je to seveda samo korist. Živjo, Nataša. Mene pa samo zanima, ali v tem procesu sparing partnerstva, ko ste prej razlagali, odigra kakšno funkcijo, ali je sparing partner oče ali mama, oziroma ali je kakšen vpliv na najstnika, če otrok živi v enostarševski družini? Zdaj tako, jaz mislim, da seveda je vloga mame pa očeta je drugačna, ne? Tako da
Recimo, ni pa vedno nujno, da materinsko vlogo biološka mati igra in očetovsko vlogo biološki oče. Ne. Tako da recimo tudi recimo majhni otroci, ne, o dojenčkih govorimo, ne, oni ne ločijo v bistvu med sabo pa med materinsko figuro. Ne. Oni to razumejo kot tako diado. Ne. Mislim, v tem psihoanalitičnem smislu so oni povezani s to materinsko figuro in vloga te očetovske figure, ker sem še enkrat poudarjam, ni nujno, da je to oče, ne, je ta, da nekako pokaže, da je svet zanimiv izven te diade, da otroku nekako odpre ta vrata in da pač se odpravi raziskovati svet, ker ideja, mislim, namen končni starševstva je, da se otroci razvijajo v samostojne odrasle ljudi, ki so sposobni samostojnega življenja. Ne. Tako da odgovor na to, mislim, je sigurno, da vloge enega ali pa drugega so različne, niso ena bolj ali manj pomembna. Fino je, če imajo otroci oboje, ampak mislim, vemo, da pač otroci, ki odraščajo v enostarševskih družinah, ne, da v bistvu se lahko razvijajo povsem zdrave in normalno funkcionirajoče ljudi. Tako da ta skrb je po mojem odveč, še posebej, če je ta starš, ki živi, ne razume nekako, da so potrebe otroka včasih različne in da se zna temu prilagajati na določen način. Še kakšno vprašanje? Tamle. Nada. Zanima me, ali je to samo občutek staršev ali dejansko najstniki potrebujejo več spanja. Ker imamo občutek, da pred poldnevom niso zmožni funkcioniranja. Ja, ne, v bistvu najstniki tako fiziološko potrebujejo veliko spanja, več kot odrasli, to je dejstvo. Ne. Dojenček večino svojega življenja prespi, ne, večino celo v tem REM spanju, kjer sanjamo, medtem ko polk odraščamo, je tega bistveno manj in spanje se organizira potem take cikle, ki trajajo približno uro pa pol, ki se tako vmes se malo prebudimo, mislim, pred tem velikokrat sanjamo, tako da recimo večkrat sanjamo sanjamo večkrat na noč, problem je samo v tem, da se tega večinoma ne spomnimo. Niti te zadnjih sanj, kaj šele unih prej, se pa da to recimo privzgojiti to. Najstniki potrebujejo veliko spanja. Spanje je zelo pomembna stvar, tega se ljudje premalo zavedamo, pa še veliko manj, pa tudi če se zavedamo, to premalokrat poslušamo. Ne. V bistvu spanje ni tak pasiven proces, da samo se izklopiš pa počakaš, da pride jutro, ampak v bistvu med spanjem možgani se tako majčkeno se skrčijo, pretok tega tekočine, ki vpliva možganov, se poveča in s tem se izplavljajo recimo te razgradni produkti in je spanec potreben za en normalen razvoj. Ne. V najstniškem obdobju se tudi nivo tega melatonina, recimo, ko pade mrak, se začne ta melatonin sproščati, to je en hormon, ki pač poskrbi, ki nas odpelje v to, da smo utrujeni in da potem zaspimo, tako da mi tudi včasih otrokom, ki ne morejo zaspati, ta hormon predpišemo, kadar je to za njih pomembno, zato da lažje uterijo to spanje. Tako da pri najstnikih seveda s tem načinom življenja, s tem, da je vse to zanima, ali pa da zdaj danes recimo s temi elektronskimi napravami, ki so bolj zanimivi, karkoli drugega, si tak spanec kratijo, kar po svojih tudi razumeš, ker mislim, ne vem, šola je tudi, mislim, te stvari so zanimive, to smo vsi na tak ali drugačen način, smo imeli nekaj, kar nas je v tem najstniškem obdobju tako mamali, zato da smo pač se iz teh nekih normalnih vzorcev bežali, ampak je pa za njih pomembno, da se dejansko dovolj naspijo. Tako da recimo, ker sem že glih te elektronske naprave omenil, v bistvu ta modra svetloba deluje nasprotno temu melatoninu. Ta modra svetloba je tista, zaradi katere v bistvu ostaješ buden, ker dnevni svetlobi je veliko modre svetlobe, zato veliko recimo teh naprav zdaj omogoča to, da se recimo proti večeru zasloni porumenijo, zato da se ta hormon lahko normalno sprošča. Tako da to je sigurno nekaj, kar recimo je vreden, tudi s puncami mojimi imamo tak dogovor, da recimo 1 uro pred spanjem se te naprave umaknejo. Veliko boljše je, da recimo ali se pogovarjaš ali greš v nek večerni ritual ali pa da bereš, recimo, kakor da se obsevaš s to modro svetlobo. Tako da
Spanec je pomemben, rabijo ga več kot odrasli, ampak žal tudi na račun tega, da so šole je danes kar zelo zahtevna, ne, pa še pol ob 11 pa 12 zadnje naloge končujejo, je to včasih neizvedljivo. Včasih pa tudi enostavno, to je treba pa tudi reči, ne, smo starši preveč popustljivi ali pa premalo vztrajni, pa ne postavimo jasnih meja, ne, kdaj se hodi spat, ne, in s tem tudi v bistvu jim ne koristimo, ne, glede njihovega spanja. Samo mikrofon vam prinesem. Živijo. Jaz bi pa vprašala Damjana, zdaj si govoril večinoma to, kako mi vidimo najstnike in kako pač poteka delujejo njihovi možgani v tem času. Mene pa zanima, a se da mogoče povedati, kako oni doživljajo v tem času svoje možgane. Mislim, verjetno čutijo nekaj tudi na hormonalni ravni, da se nekaj spreminja. A se je o tem možno z njimi meniti? Ima smisel? Mislim, vsi smo šli skozi najstniško obdobje, tako da, no, ne če se vsi, ampak odrasli pa. Tako da v bistvu, ampak očitno malo tudi pozabljamo, ne, tako zato in verjetno je to koristen, je to evolucija naredila, da pozabiš. Najbrž, če bi se spomnil čisto vsakega padca, pa vsakič, ko si se opekel, bi bilo življenje tako travmatično, da bi bili vsi paralizirani od tega. Ne. V končni fazi lahko, študije so pokazale, da recimo zajca, če ga prestrašaš, dovolj lahko od tega tudi umre. Tako da, mislim, mogoče je to namenoma, da se čist tega najstniškega obdobja ne spomniš s to jasnostjo, predvsem pa ne s to iz te perspektive. Ne. Perspektiva se ti zamenja in pol včasih, čeprav dostikrat rečejo, da mislim, vsi se upiramo temu vzoru svojih staršev, na koncu pa hitro ugotoviš, da si jim še kako podoben, ampak to takrat že zelo drugačno to gledaš. Tako da, ja, mislim, jaz mislim tako, to bo Primož verjetno boljš znal povedati, kako oni vidijo in sebe in odrasle, in to pol, če znaš, Primož, mogoče boljš, da ti odgovoriš. Ja, po moje ne morejo. Ne? Ja, ne morejo, zato ker se je rekla, ne vem, kdo je bil, ena iz skupine je rekla, jaz pojma nimam, kaj se mi dogaja in tega ne znam izraziti, nekaj v tem smislu. Seveda ni to obdobje, ki bi lahko vzpostavili, ne vem, to distanco ali pa, ne, ampak je pa, tako kot sem že govoril in v kar verjamem, je pa to fenomenalno obdobje, ko lahko na drug način spregovorijo oziroma izrazijo tisto, kar doživljajo. Treba jim je samo dati orodje in jih poslušati. In marsikaj povejo na drugačen način lahko. In seveda je to potem v naših rokah, kako in ali sploh in tako. Še kakšno vprašanje? Živijo, Tjaša. Prej, ko ste govorili o elektroniki in tem, ne, mene pa zanima, ker danes vedno prej otroci začnejo z elektroniko pa socialnimi omrežji in to, kako to vpliva na otrokove možgane? Ja, tem je zelo, mislim, veliko, se govori in piše in seveda, mislim, eno je to, več stvari je kle, mislim, v igri, so dobre in so slabe stvari. Mislim, danes je v bistvu na en način, mislim, invalid ali pa izločen, če ne znaš v bistvu elektronike dobro uporabljati. In to, da se znajo, da se otroci spretni, v tem je za njihovo življenje pomembno. Danes recimo gledam študente medicine, poslušajo predavanje, istočasno pa 10-prstno tipkajo predavanja. Meni se zdi to fenomenalno in se mi zdi to dobro. In če jemlješ elektroniko kot orodje, če znaš to uporabljati, to recimo, da znaš pameten iskati po internetu s temi informacijami, si lahko zelo veliko pomagaš in je to tvoja korist. In sigurno bo ta tehnologija na tak in drugačen način, mogoče nekoč in to ne v zelo daljni prihodnosti, bo celo to združeno, da bomo se lahko nadgradili z določenimi tehnološkimi napravami, bo to neizbežen del našega življenja. Tako da en del tega je koristen. Tudi recimo raziskave kažejo, da otroci, ki igrajo igrice, recimo pa to lahko so igrice, ki ni nujno, da so
a ne, recimo te igrice, v katerih se streljaš, ampak se moraš po nekih zelo kompleksnih labirintih premikati, da taki otroci, ki igrajo igrice, kjer treniraš ti svoj to orientacijo v prostoru, tudi če je virtualen prostor, a ne, je to nekaj, kar se v realno življenje lahko prenaša. Tako da na en način je ta tehnologija koristna, če imaš do tega kritičen pristop in to na pameten način uporabljaš, je to lahko za otroka dobro. Seveda pa na drugi strani pa pač je tukaj zelo velika tudi te stvari, ki jih so pa vprašljivega pomena. Ne. Tako da recimo to, da se nadomešča socialne interakcije recimo s temi socialnimi omrežji, to se meni zdi, je seveda tudi del današnjega vsakdana in ta komunikacija je tista, ki je dobra, ne. Recimo, ki je boljša, kakor je bila v preteklosti lahko, ampak jaz pa mislim, da je pomembno, da se dobiš, ne, da se gledaš v oči in da razbereš iz obraza, iz mimike in da je to tudi zelo pomemben del. In če ti zamenjaš tako komunikacijo v celoti, recimo z nekimi socialnimi omrežji, je to grozen. In recimo mene je recimo groza, ker recimo enkrat smo hoteli za rojstni dan za eno od mojih hčera organizirati. Rekla pa se, zakaj bi to organizirali, se itak bojo vsi prišli, pa bojo potem na svojih telefonih vesela. Ne. Mislim, da to je da to pa je tisti del, ki je v bistvu škodljiv, ne, če se zelo preprost izrazim, ne, in ki nam ni v korist. Ne. In jasno, da to morate vedeti, da vse življenje se kar zelo pospešuje. Ne, da recimo, moja babica so njeni starši vse naučili v življenju, kar je ona rabila za življenje. Danes pa se marsikaj jaz od svojih otrok učim, ker se življenje tako hitro razvija. Ne. Tako da v bistvu je težko včasih pač se na pravo mesto postaviti, ne, in pač te meje nekako postavljati. Ampak dejstvo je, da pač otroci, ne, če so na telefonu, ne igrajo šaha zmerja. Ne, tako da, in da to v bistvu najbrž je vloga starša, da zna da zna te meje postaviti in nekako naučiti otroka v pravo perspektivo to postaviti. Je pa dejstvo, da marsičesa še ne vemo in da za nazaj bomo lahko pametni, bomo rekli, ja, seveda smo prišli, kamor smo prišli zato, ker se je tako pa tako to dogajalo. Zdaj vemo boljši, delamo drugače, ampak vedno se starševstvo je vedno izziv, vedno se nekako na novo izumljaš, pa nimaš nikogar, ki bi ga vprašal, kaj je prav narediti včasih, a ne, ampak tako da bomo videli, no, kaj, ampak je pa sigurno ena zmernost pri tem je sigurno na mestu. Samo še za eno vprašanje bomo odprli prostor, če ga kdo ima. Če ne, te bom jaz vprašala, Primož, a zdaj veš več o svojih otrokih in misliš, da si boljši oče? Po tej izkušnji. Iskreno te to vprašam. A zdaj boljše razumeš svoje otroke? Seveda, jasno. Ja, seveda jih boljše razumem, ampak moje delo je v bistvu isto. Postavljanje meja, ta vsakodnevna dinamika tega, ne, postavljanje meja, biti sparing partner, vse to ostaja isto, lahko sem pa boljši sparing partner. Ne. Misliš, da se boš zdaj kaj manj drl? Ne. Tam je še kakšen nasvet, kako biti dober starš najstniku? Ja, Saj nekaj si povedal. Nimam takih zlatih receptov, ki bi kar za vsakega veljali povprek, no, ampak se mi zdi, da pač, to je v bistvu eno krasno obdobje to in če znaš to nekako obdržati, pa da znaš malo brzdati včasih svojo jezo, je to najbrž največ, kar lahko narediš. No. Jaz bi mogoče še nekaj, to tudi je zelo pomembno, da tudi če pridejo te odnosi, tako zelo konfliktne situacije, to, da otrok čuti, da ga imaš rad, je tisto, kar v bistvu pelje te stvari naprej, ta rdeča nit skozi to odraščanje in lahko so te zelo dramatične te izkušnje, ampak če otrok čuti, da starš vseeno goji ljubezen do njega, je to po mojem vse, kar otrok rabi od starša. Super zaključek v bistvu. Videli boste tudi v predstavi ena stvar, ki je mene izredno ganila, kljub temu, da sem jo vedela. Ko so ti najstniki, ki so sodelovali v predstavi, dobili nalogo, da napišejo pismo svojim staršem, jih je večina poudarjala, res prav močno poudarjala, koliko jih imajo radi, po eni strani, po drugi strani so pa govorili, vse bo v redu. In se mi zdi, da je to ena stvar, ki jo moramo slišati.
Hvala, ker ste prišli. Tisti, ki... Hvala Primožu, hvala. Namenu. Hvala. Hvala.